Pozdravljen! Tokrat je pred tabo 6. trening v prvem sklopu. Danes je na vrsti trening za moč številka 4. Za današnji trening boš potreboval stol in metlo. Pa kar nadeluj. Single leg RDL, torej enonožni deadlift. Kot pri navadnem RDL-u, le da tokrat stojiš na eni nogi. Rahlo pokrčiš kolenostojne noge. Metlo imaš na stopalu in v roki. Paziš, da je trup ves čas v nevtralnem položaju, priporočamo uporabo ogledala. Narediš 10 ponovitev na stran. Lahko začneš. Chair dead bug ali crknjen hrošč s stolom. Postaviš se v položaj crknjenega hrošča. Stol s stegnjenimi rokami spuščaš za sabo, vendar samo do položaja, kjer še lahko ohraniš nevtralen položaj v ledvenem delu hrbtenice. Stisni trup in naredi 10 ponovitev. Pazi, da ti kolena ne pobegnejo preveč na prsa. Lahko začneš. Single leg RDL, torej enonožni deadlift. Kot pri navadnem RDL-u, le da tokrat stojiš na eni nogi. Rahlo pokrčiš kolenostojne noge. Metlo imaš na stopalu in v roki. Paziš, da je trup ves čas v nevtralnem položaju, priporočamo uporabo ogledala. Narediš 10 ponovitev na stran. Lahko začneš.
chair dead bug ali crknjen hrošč s stolom. Postaviš se v položaj crknjenega hrošča. Stol s stegnjenimi rokami spuščaš za sabo, vendar samo do položaja, kjer še lahko ohraniš nevtralen položaj v ledvenem delu hrbtenice. Stisni trup in naredi 10 ponovitev. Pazi, da ti kolena ne pobegnejo preveč na prsa. Lahko začneš. Single leg RDL, torej enonožni deadlift. Kot pri navadnem RDL-u, le da tokrat stojiš na eni nogi. Rahlo pokrčiš koleno stojne noge. Metlo imaš na stopalu in v roki. Paziš, da je trup ves čas v nevtralnem položaju, priporočamo uporabo ogledala. Narediš 10 ponovitev na stran. Lahko začneš. Chair dead bug ali crknjen hrošč s stolom. Postaviš se v položaj crknjenega hrošča. Stol s stegnjenimi rokami spuščaš za sabo, vendar samo do položaja, kjer še lahko ohraniš nevtralen položaj v ledvenem delu hrbtenice. Stisni trup in naredi 10 ponovitev. Pazi, da ti kolena ne pobegnejo preveč na prsa. Lahko začneš. Chair squat. Narediš počep s stolom v rokah. To ti omogoča primerno protiutež, zato boš lahko počep izvedel bolj pokončno kot ponavadi.
Pazi, da te ne potegne preveč v predklon in da držiš lep položaj hrbtenice. Narediš 15 ponovitev. Joga skleca. Postaviš se v položaj široke sklece, kar pomeni, da so komolci za 45 stopinj odmaknjeni od trupa. Pomembno je, da sta glava in hrbtenica v čim bolj naravnem položaju. Odrineš navzgor v strešico in narediš 10 ponovitev. Kar začni. Chair squat. Narediš počep s stolom v rokah. To ti omogoča primerno protiutež, zato boš lahko počep izvedel bolj pokončno kot ponavadi. Pazi, da te ne potegne preveč v predklon in da držiš lep položaj hrbtenice. Narediš 15 ponovitev. Joga skleca. Postaviš se v položaj široke sklece, kar pomeni, da so komolci za 45 stopinj odmaknjeni od trupa. Pomembno je, da sta glava in hrbtenica v čim bolj naravnem položaju. Odrineš navzgor v strešico in narediš 10 ponovitev. Kar začni. Chair squat. Narediš počep s stolom v rokah. To ti omogoča primerno protiutež, zato boš lahko počep izvedel bolj pokončno kot ponavadi. Pazi, da te ne potegne preveč v predklon in da držiš lep položaj hrbtenice. Narediš 15 ponovitev. Joga skleca. Postaviš se v položaj široke sklece, kar pomeni, da so komolci za 45 stopinj odmaknjeni od trupa. Pomembno je, da sta glava in hrbtenica v čim bolj naravnem položaju. Odrineš navzgor v strešico in narediš 10 ponovitev. Kar začni.
Izpadni korak ISO, torej zopet nekaj izometričnega. Postaviš se v položaj za izpadni korak, kot v prednjem in zadnjem kolenu pa je 90 stopinj. Spustiš se v boki, stopali skušaš povleči tla skupaj, začutiš sprednjo in zadnjo nogo. Držiš 50 sekund na stran. Lahko začneš. Deset sekund pavze, streseš noge in ponoviš še na drugo stran. Lateral lunge ali izpadni korak v stran. Vajo že poznaš, le na hitro jo bomo ponovili. Narediš izpadni korak v stran, paziš na primeren položaj kolena, torej da ti ne pobegne preveč noter ali na ven in odrivaš čim bolj eksplozivno nazaj. 10 ponovitev na stran. Lahko začneš. Izpadni korak ISO, torej zopet nekaj izometričnega. Postaviš se v položaj za izpadni korak, kot v prednjem in zadnjem kolenu pa je 90 stopinj. Spustiš se v boki, stopali skušaš povleči tla skupaj, začutiš sprednjo in zadnjo nogo. Držiš 50 sekund na stran. Lahko začneš. Deset sekund pavze, streseš noge in ponoviš še na drugo stran.
Lateral lunge ali izpadni korak v stran. Vajo že poznaš, le na hitro jo bomo ponovili. Narediš izpadni korak v stran, paziš na primeren položaj kolena, torej da ti ne pobegne preveč noter ali na ven in odrivaš čim bolj eksplozivno nazaj. 10 ponovitev na stran. Lahko začneš. Izpadni korak ISO, torej zopet nekaj izometričnega. Postaviš se v položaj za izpadni korak, kot v prednjem in zadnjem kolenu pa je 90 stopinj. Spustiš se v boki, stopali skušaš povleči tla skupaj, začutiš sprednjo in zadnjo nogo. Držiš 50 sekund na stran. Lahko začneš. Deset sekund pavze, streseš noge in ponoviš še na drugo stran. Lateral lunge ali izpadni korak v stran. Vajo že poznaš, le na hitro jo bomo ponovili. Narediš izpadni korak v stran, paziš na primeren položaj kolena, torej da ti ne pobegne preveč noter ali na ven in odrivaš čim bolj eksplozivno nazaj. 10 ponovitev na stran. Lahko začneš. Prone trap raise. Vajo že poznaš, zato nekaj o imenu vaje. Prone so vsi položaji na trebuhu, trap je skrajšava za mišico trapezius, raise pa pomeni, da boš glede na prostor izvedel dvig. Bodi pozoren na to, da stisneš rit in da glava ne plava nekje po svoje. Držiš 50 sekund. Lahko začneš.
Chair walkout. Postaviš se v položaj medvedka, noge imaš na stolu. Z majhnimi premiki naprej greš do zgornjega položaja sklece in nazaj. Trup je čvrst in v nevtralnem položaju. Narediš 6 potovanj naprej in nazaj. Lahko začneš. Prone trap raise. Vajo že poznaš, zato nekaj o imenu vaje. Prone so vsi položaji na trebuhu, trap je skrajšava za mišico trapezius, raise pa pomeni, da boš glede na prostor izvedel dvig. Bodi pozoren na to, da stisneš rit in da glava ne plava nekje po svoje. Držiš 50 sekund. Lahko začneš. Chair walkout. Postaviš se v položaj medvedka, noge imaš na stolu. Z majhnimi premiki naprej greš do zgornjega položaja sklece in nazaj. Trup je čvrst in v nevtralnem položaju. Narediš 6 potovanj naprej in nazaj. Lahko začneš. Prone trap raise. Vajo že poznaš, zato nekaj o imenu vaje. Prone so vsi položaji na trebuhu, trap je skrajšava za mišico trapezius, raise pa pomeni, da boš glede na prostor izvedel dvig. Bodi pozoren na to, da stisneš rit in da glava ne plava nekje po svoje. Držiš 50 sekund. Lahko začneš. Chair walkout. Postaviš se v položaj medvedka, noge imaš na stolu. Z majhnimi premiki naprej greš do zgornjega položaja sklece in nazaj. Trup je čvrst in v nevtralnem položaju. Narediš 6 potovanj naprej in nazaj. Lahko začneš.
Single leg calf raise ISO. Torej, stojiš na eni nogi, rahlo pokrčiš kolena in dvigneš peto od tal. Skušaš obdržati ta položaj, druga noga je pripravljena na pomoč, če izgubiš ravnotežje. Če imaš na voljo kakšno stopnico, jo uporabi. Pol stopala je na stopnici, pol v zraku. Narediš po 50 sekund na stran. Lahko začneš. Kot vidiš, je peta le rahlo dvignjena od tal. Deset sekund pavze in druga noga. Plank transfers ali prehodi v planku. Zavzameš položaj planka in počasi prenašaš težo z ene roke na drugo. Pri tem zadrži dobro ravnotežje in pazi na lep položaj trupa. 8 ponovitev na stran. Lahko začneš. Hvala. Single leg calf raise ISO. Torej, stojiš na eni nogi, rahlo pokrčiš kolena in dvigneš peto od tal. Skušaš obdržati ta položaj, druga noga je pripravljena na pomoč, če izgubiš ravnotežje. Če imaš na voljo kakšno stopnico, jo uporabi. Pol stopala je na stopnici, pol v zraku. Narediš po 50 sekund na stran. Lahko začneš. Kot vidiš, je peta le rahlo dvignjena od tal. Deset sekund pavze in druga noga.
Plank transfers ali prehodi v plenku. Zavzameš položaj plenka in počasi prenašaš težo z ene roke na drugo. Pri tem zadrži dobro ravnotežje in pazi na lep položaj trupa. 8 ponovitev na stran. Lahko začneš. Hvala. Single leg calf raise ISO. Torej, stojiš na eni nogi, rahlo pokrčiš kolena in dvigneš peto od tal. Skušaš obdržati ta položaj, druga noga je pripravljena na pomoč, če izgubiš ravnotežje. Če imaš na voljo kakšno stopnico, jo uporabi. Pol stopala je na stopnici, pol v zraku. Narediš po 50 sekund na stran. Lahko začneš. Kot vidiš, je peta le rahlo dvignjena od tal. Deset sekund pavze in druga noga. Plank transfers ali prehodi v plenku. Zavzameš položaj plenka in počasi prenašaš težo z ene roke na drugo. Pri tem zadrži dobro ravnotežje in pazi na lep položaj trupa. 8 ponovitev na stran. Lahko začneš. Hvala. Tako, končal si s svojim 6. treningom. Za danes domača naloga. Hop na Google, vpišeš človeške mišice in si zapomniš 5 novih, ki jih prej še nisi poznal. Na koncu vsakega treninga sledi minuta umirjanja. Na koncu te bo prebudil prijeten zvok.